to? Mini nakladalnik Working Quad. Univerzalc. To pa je vrtiljak. Varja. Nazaj gre isto hitro, kakor naprej. To se pravi, ene 6 na uro fletna. Zasuče se pa tudi, ko rečem, skoraj na mest. Hej, ima pa serijsko tudi tretjo linijo. Zamrska še priključek. Kršu. No, pa še to, kaj mrska sem ga zanimal. Tudi do zadnje se pele, samo vse se navaditi. Nakladač ima tudi paralelen dvig. Evo, kva se fletna šapla glika. Dvigne pa točno 2 metra pod upetjem. Se kakšno takole prikolico naložiti, ali pa kaj podobnega gre. Tipov. Takole fletne tudi malo pele. Res je, da jo imam predvsej na seb, pa zvarijo obilno komoro sem deval, smakajlo. Je pa tako, da je tale nakladač, približno moč ima 600 kg, nosilnost pa mislim, da je tu maksimalno 350 kg. Z utežmi, ki so pa tlele. Tlela je ena utež, to je ena utež. Pa so pa še na vsak stran tele uteži, ki pa skup nanesejo približno 110 kg. Teža samega stroja praznega je pa 625 kg, plus tele uteži pojka so, to se pravi, da jih ima že čez 700. Užik je pa elektro. Tlele spredi pred stojišem se pa skriva tudi Hondin motor. Enovalen, 390 kubičen, razvije pa 11,7 konj, da ima moči dosti za vso hidravliko. Vse 4 kolesa imajo stalen pogon prek hidravlike, prek hidromotorjev. Je pa tale Working Quad, Italijan, v Italiji narejen, motor je od Honde, vse ostale zadeve so pa italijanske. Sama konstrukcija, pa tole, kako je pošvasan, pa skup naložen, je kar dobro videti, no. Lepe poteze, pa dostkrat je ojačen, tako da mislim, da se ne bo kar tako zlomil, no. Je pa to puro sank izvedba, to pomeni, da je pojmo konja in zato je tudi take sivkaste barve. Je en tak edition. Spredi se tale pokrov tudi dol vzame, da se pride do motorja, da se lažje kaj poservisira, če je treba. Tlele spredi pa tudi ventilator, da je pa tisto toploto od mašine pa od hidravlike pa od zgaska pa ven odpihne. Gume sem že fletno zblatan zapacel, tako da sem komaj dimenzijo videl. 10 colske so, tele so une, Bobcat varianta, malo bolj za v teren, dobi se pa res vse sorte, no, variant. Tudi gusence, če bi hotel. Je pa tale mini nakladač mišljen tudi za kakšne mini prostore in zato je kar precej ukreten. In sama širina obstaja, to se pravi, od 74 cm pa do 105 širine. Malo odvisen pa od koles, pa od priključka pa do zgaska, prav tale izvedba je pa 91 cm. Sama dolžina je pa od konca stojiša pa do tlele do petja, približno 1,5 metra. A veš kva, jaz mislim, da je caj, da ne še kaj bolj pametnega narediti, pa še malo več povedal, a? Kva pa to? No, če so pa pogoji ta prav, se pa tudi na mest zavrti. Kola. Če sem bo še zavrtel, še malo bo do zadnjih. Spredi tak mini univerzalen priklop, kad je preko evro priklop, to se pravi pa še več priključkov. Pa so pa tudi v bistvu sam tel bolcna, da se zatakne, malo porukaš, evo pa je not. Obstaja pa res malo morje enih priključkov, to sem pa že v štartu rekel, da je univerzalc, ker tlele gor pa še svašta. Malo se moram še navaditi jaz telen zadev. To drugače ni mena umetnost, sam spet so komande. Tlele gas, štand gas, ki se ga naštela po želji. V glavno desna stran, leva stran. Oba dva držiš, gre nazaj. Če samo eno bo zavil. Tele dve komande sta pa pojza nakladača. Gor, dol, pa še zavilce.
Rdeča je pa tretja linija, to je pa pol za ti zgrabeš ali pa za kakšno metlo goniti. Tudi če jo naprej pritisneš, se zatakne konstanten pogon. Evo, za ozke prostore. No, da sem pa jaz tega norca pripeljal tlele v Hraše, do Jankarja, k Makone. Sem rekel ti, ko če pa jaz tlele malo probal kidati, zato ker tole lih za take reči mišljen. Sicer ga nisem jih toliko navajen, da v teleh boksah dival, ampak sem pomatral. Tle pri Jankarja se bokse kidajo 2krat na dan, ni globoka nastila. In zato pa tudi nastimo not šup, pa vse skupaj ven vleku. Ej, tako konj. Konjske fige, konjske fige. Tele sem v ta ozko šaflo gor, zato da sem v boksah malo lažje se premikal, da ne pa šel na ta široko, ko sem jo zraven dobil. Kakšnega boksa tako. Evo, probam še malo v tale šoder, oziroma v asfalt. Bom pa holični prijet. Fletni list prekladam, tole akacijo. Tako da nisem še svedre zraven dobil, da kuj luknja na vrt ali pa koli not zabil. Jedva. Evo ga, pa odpeljal. Kar da nemo dirkat, gremo dirkat. Se zgužbo, malo pridem. Je pa tako, da tele bale svoj jedva nese. Če odam naprej. Zdaj jo pa še dol kipnem, pa vrešem. No, za takele prostore je pa res super. No, pri Jankarju sem zdaj zaključil. Malo sem konjem nastval, malo sem jih nafutral. Enega imam tlele. Imam pa tlele Jankar iz Hraš tudi šolo jahana, če se bi kakšen red kaj naučil. Pa bokse daje v najem. Bom tlele spet na stran nalimal, če v kakšnega zanimal, pa ga kontaktirajte. Jaz grem pa še dam s timola malo prčkat. Kar šu, pojmo. Dosti imaš tihala. Kar pojmo. Grem probat še tole slam na to balo, da vidim, če je odvignil, majster. Čist nas se jo moram dati, pa zgleda, da gre. Vrnet moram, gužva je. Zdaj, če zaprijem, bo sam na hobec letu. Sem rekel, grem še malo gmajno probat. Je pa fan partil rič, ker z njega gor pa dol skačeš ka zajc. Nobenega plezana. To je recimo in tak plusno. Pa fletnak se čuti čez korenine, imaš noge za fedre, da te ne prematava. Evo ga, pa sem pa že do konca zrihtal. Tako da tele vrhače malo počedu,
telekomande dim. Jaz se bom malo bolj drugače predstavil, zato da bo kaj vse hkrati imel. Ne vem, vidim se, koja šafla bo šlo kaj še malo bolj tako dol, ampak ne vem, kako so naredila. Sicer ne, to se da tudi vse na roko narediti, ima motorko pa malo klesati, pa kraj vršiti. Ampak če imam lih tega, da grem pa še kakšen hrot probat zagrabiti. Korenino kar vsako čutiš, ampak se pravim, zato ker na nogah stojiš, se pojda malo noge ponucati kot feder. Pa ti tele, sicer viš da gliha, pa ga. O, ki moj. Najlepši jaz unga rabu, ki ima močnej, zato, ker ima pojma zmanjka na pogonah, pa njih majhna, ki lažemo spredi pali. Če pozun boš v majno, bo pa takala malo lažji nosil. Dobil sem pa še tale model, zdaj pa še huj. SSQ 22, 22 konjske bencinske motor, 2 bata, 690 kubičen. Ima tudi high flow pumpo s hlajenem. Tlela not je hlajene ola, tako da je to pa mišljen najbolj zato, če ima spredi kakšen tak priključek, recimo metlo, mulčar, ki taga, kar rab konstanten pogon, ki mu že dosti moči vzame, da mu pa še vse dosti ostane za pogone. Kakor se vidi tudi na večjih biciklah, 22 col. Ne, kakšne 22 col. 12 colske so, porunimo so 10. Dvižna moč je približno ista kot tam, majčkeno več odzigne, v višino pa tudi ne, mora biti 5 cm, če več dvigne, to pa verjetno že zaradi koles. Sama teža stroja, pa kakor v specifikacijah piše, je zelo temno. Ta je 20-30 kg težji. Kakor se vidi med obema, ima tale res bulonotno. 22 konj da v sebe, da res poje hidravlika pa to buta na polno. Hladilnik je tlele za ole, tle zraven je pa kestelj, tako da je tudi majhna lažje v njega vlivati. Tale ima pa kestelj tlele. Poleg teh dveh modelov obstaja pa je tudi dizelska varianta, pa elektro varianta. Dobi se tudi na daljinčka, to se pravi, da flet na drhet stojiš, pa ga vijuhaš, sem pa ke. Working quad ima tudi zgibnike. Ampak ja, se pravim, za več informacij, za cene, za ponudbe se bo obrnite kar na Armaxa. Jaz le lahko ima podatke napopal. Mislim pa, da cena tega modela pride okoli 14 € pa po, plus DDV. Zdaj grem pa je še unula 22 konjsko z varincom oprobat, da vidim, kako se kaj obnese. Je tudi zvok že čist drug. Tudi moč je kar dosti druga, ja. To pa je vrtiljak. Še isto, če tam naprej. Ja, bolj je. Mater, tale gre pa še hitri po mojem. Vse na tlakovcah oziroma na batona ni na mest zasukov. Evo, takole se pa na moč pozna tale hidravlika. Se pravim, je pa to najbolj mišljeno tudi za kakšne priključke, metlo, mulčar, da probam, ko gre po ta zadnjih.